biti kot oče ranljiv in priznati svojo šibkost, to nas dela močne. Ampak moškemu je težko priznati šibkost in ranljivost. Težko. Pač nisi Superman. Ne spamete, kdor ima svoje otroke, pa se ne gre v njih poglobiti. Ker vsak otrok ti prinese nasproti eno lekcijo za življenje. Ob njem lahko zoriš, se krepiš. Kaj ste želeli s knjigo, ki ste jo napisali, predvsem dati moškim? Predvsem sem si želel, da se moški ne bi čutili kot neka druga violina. Torej so enako pomembni kot mame. Ni v redu, če nas ni. Statistično znanstveno dokazane hude anomalije pri otrocih, če oče ni prisoten. Je pa neprimerna trditev, ki jo včasih slišim, češ žena je kriva, da jaz zdaj ne morem biti tak oče. Momenti preživeti 1 na 1 so dragoceni, so naložba za življenje. Da prisluhne otroku, da poskrbi zanj, da mu je lepo iti z njim, ne da se počuti kot žrtev, zdaj moram iti pa z otrokom nekam. Tako da otroke strašiti in biti jim grozeč do njih, pač seveda ni dobrodošlo. Kaj pa kazen? Kazen nima mesta. Govorimo lahko pa o posledicah, naravnih, smiselnih posledicah. Dobar dan, lepo pozdravljeni. V tej epizodi se bom z dr. Janezom Sečnikom, specialistom zakonske in družinske terapije ter avtorjem knjige Očetovstvo se rojeva v odnosu, pogovarjala o očetovstvu, o sramu, o ranjenem dečku, pa tudi o tem, kako lahko moški skozi stik z otrokom zdravijo svojo lastno zgodbo. Tudi mož in oče 5 otrok, mislim, da ste. Najprej dober dan. Lep pozdrav. Se pravi, teorija in praksa z roko v roki? Upam. Se pravi, očetovstvo kot tako. Predvsem v zadnjem obdobju, v zadnjem času se mu posveča vsaj v besedah večji pomen. To ste na nek način zajeli tudi v svoji knjigi. Zakaj ste se lotili tega tako zelo pomembnega, pravite, področja? Spodbudo mi je dala Andreja Poljanec, moja sestra. Skratka, drugače pa vidim, dolg časa sem bral o sramu, pisal o sramu, doktoriral na to temo in tako naprej. Potem pa res je fajn, da gremo se zazreti, če se zmoramo iz tega iti naprej, da se odrinemo v smer, kaj nas pa navdihuje, kje je pa naš ponos, s čem smo pa lahko zadovoljni, kaj nas veseli in da iščemo tudi pozitivne vidike, ker sram je glih drug pol palce. No, skratka, očetovstvo je pa zelo naravo položeno in če imaš 5 mladičkov pri sebi, pa veliko let delamo šolstvo že in tako naprej, je dejansko, ne moreš, da bi se izognil tem interakcijam, ki se dotaknejo tudi globi mene in otrok. In vidiš v njihovih učkih tudi tiste brezgotinice, ki jih povzročaš nehote, pa vendar nastajajo. In bi se radi očetje, ne sam jaz, odzivali, vidim tudi prek delavnice, z očeti, radi bi se odzivali sočutno. Radi bi se povezali z otroki, radi bi se jih razumeli, jih začutili od znotraj. Kaj še njihov notranji svet? Sodobni oče ni zadovoljen sam s tem, da pride dam, da naredi red, da prinese denar in da se usede za TV dnevnik. Ampak imamo to hrepenenje, ravno tako tudi očetje in moški, po pripadnosti, po bližini, biti v odnosih polnovredno vključeni in jasno, da to očetovstvo ponuja. To očetovstvo nudi. Tako da ne spamete, kdor ima svoje otroke, pa se ne gre v njih poglobiti. Ker vsak otrok ti prinese nasproti eno lekcijo za življenje. Nekaj ti prebuja, nekaj te trigira, ob njem lahko zoriš, se krepiš, postaješ bolj polnovredna oseba. Zato ste tudi v knjigi napisali, da očetovstvo lahko zdravi zgodbe vsakega posameznika. Ja, ker otroci, taka je narava, da nas zmeri bojo pripeljali do ene točke, kjer se bomo znajdeli v neki stiski, kjer se bomo znajdeli, da ne moramo naprej, da ne znamo naprej, neka nemoč, če se nas je strah, se ne znajdemo, ali nas je pa sram, ali kakorkoli. Neka občutja pridemo, se pojavijo, ki se nam zdi, da od tam naprej pa še nismo zmogli nikoli jeti. Ampak ob otrocih se pa čutimo, da bi radi skupaj z njimi odklej naprej šli. Nočemo ostati na tisti fazi,
razvoja osebnega, kot smo pač do zdaj zmogli iti. Ampak hočemo se naprej razvijati. In otroci nam to nudijo. S tem, ko nas pripeljejo do tistih naših točk, tistih naših triggerjev, tistih občutkov, ki se nam do zdaj pač niso zmogli odviti v neko funkcionalno smer, zdaj pa se nam bojo lahko. Ampak če je danes veliko govora o tem, v preteklosti je bil oče, govorimo o letih in letih nazaj, res zgolj zato, da je prinesel denar k hiši in ni bilo časa ukvarjati se, ali kot pravite vi, navezovati stika, tistega pristnega, globljega z otrokom. Se pravi, kako naj to da današnji oče, če sam tega ni imel in doživel? Kako naj ve in zna? Ja, tako je. Ena stvar je, da seveda nekaj je stvar občutkov, doživljanja, strahov, nespretnosti, rokovanja z vsemi temi elementi, ki so se v nas nabrali z leti. Nekaj pa tudi zavestna odločitev, da se rečemo, ampak jaz hočem drugače. Moj oče je tako delal, te stvari mi niso všeč, jaz jih bom drugače. Super je, ali pa pomembno je, dobro je, če seveda zmore posameznik oče povezati te informacije tudi s sabo, svojo preteklostjo, da je to neka taka ena smiselna življenjska os, en čustven spomin tudi, da pride, da lahko toliko bolj ima notranji vzvod, da bo res prestavil sebe iz tiste cone v neko drugo. Ampak otroci te itak svojimi učki, svojimi pogledi, svojo živostjo, te itak prebujajo v temu. V bistvu moraš zelo po drugi strani zavestno ostati v svoji rigidni coni, da se ne premakneš. Otroci delajo skozi to smer, da bi se razvil. Oni omogočajo tvoj osebnostni razvoj. Skozi njihova naloga, ni njihova naloga, ampak njihova drža je taka. Tako dinamiko prinesejo, da se moraš ob njih prebuditi. In to, da se ob njih ne prebudiš, moraš biti pa res presnet zadrgnen. Zaplankan. Če rečeva takole. Ja. Se pravi, vsak ima možnost, je pa res, kot ste dejali, vsak nima enakega izhodiščnega položaja. Ja, to je res. In na tem mestu je zelo pomembno dodati, da kakršnekoli obsodbe, ko gledamo, ta pa tako dela z otrokom, zakaj je živce zgubil. Ja, mogoče je že ogromno napredoval, da jih je šele zdaj izgubil. Živce v neki točki. Tako da ne smemo, je nerazumljivo do očeta, ko ga gledamo od ozun, pa da bi od ozun sodil, zakaj je tako ravna, zakaj je tako rekel, zakaj je tako razburen, zakaj je tako ga zjezi ta brezvezna malenkost. Ne vem, njega ima en razlog, ne vemo, kakšno otroštvo je imel. Njegovi možgani so zelo razsuti, po domač povedan, zelo nezreguliran. Nihče ni omogočil njegovemu otroštvu neke regulacije čustev in afekta in tako naprej. Tako da mora zdaj vse sam se naučiti shoditi v tej svoji poti razvoja, čustvene inteligence, recimo konkretno. In je pač vsak svojo eno nalogo in je zelo v bistvu neprimerno res odozum soditi, zakaj je en tak, zakaj je drug tak. Vsak ima en razlog, ker se enkrat potopimo od človeka, pa lažje razumemo. Se to še ne pomeni, da upravičuje to neka dejanja, ki so neprimerno, objektivno lahko in na otrokov razvoj ne deluje v redu, ampak fajn pa vsem, da imamo razumevanje te osebe in da gremo skupaj z njim pa mu pomagati, če že mislimo. Z obsojenim nikakor ne. Se pravi, kako lahko oče zavestno prekine škodljive vzorce, ki jih je podedoval? Če je doma bil deležen grobe vzgoje, tepeža, sramotenja, poniževanja in dobi svojega otroka potem in se zgodi velika verjetnost, da bo svojega otroka tudi želel disciplinirati na sličen način. Ja. In v sebe prepoznal, a bi zdaj ga poriti, zdaj pa čas, da ga poriti. Ali bo zmogel roko zadržati. Tle je zavestna odločitev tudi. In pa hkrati soočenje s sabo, a mene so tako le bilo grenko to. Hkrati lahko razvije tudi eno razumevanje do sebe, tudi do svojih staršev, da razume, koliko so mogli biti oni v stiski, to, kar je on zdaj vizavi svojega otroka, ker mu otrok ne sledi njegovim navodilom ali pa ne vem. Tako da do teh točk pride, vsak posameznik je prepozna. Vidim v skupinah za očete poročajo, ja, tako je v tisti točki. Ali lahko takrat čustveni val, a ga lahko zajadramo, a ga lahko malo zasurfamo,
tisto našo jezo, napetost, razburjenje, vznemirjenje, ta nemir, ki se prebudi ob nekem v naših očeh neustreznem dejanju otroka, ne vem, kakav potegne z mize, 3-letnik ga zabriše, kaj bomo zdaj naredila, ne? In zdaj, a bomo šli v strogost, v izgubo stika z otrokom, v kaznovanje, ignoriranje, nadiranje, ne vem, kjer smer se bomo obrnili, ali bomo zmogli toliko zrak zajeti, pa toliko pauze pri sebi narediti, da ne bo naš odziv samo posledica tega našega notranjega vznemirjenja, ki se v živčnem sistemu našem v bistvu dogaja. In bomo samo to prevalili na otroka. Lahko toliko zrak zajamem, pa otroku na drug način dam pojasnilo, razlago, se pozanimam za njega, kaj te je zmotilo, je bil vroč kakav, ali kaj si se spekel, ne vem, nekaj je bilo, ali je pa otrok toliko utrujen, ne vem, zakaj je šel kakav po tleh. Ampak lahko naredimo en nov odziv, ki ne bo rušil odnosa med očetom in otrokom. Ker drugače te naši odzivi, čim so grobi, čim vsebujejo preveč napetosti, pritiska, so za otroka, otroku prebuja občutek nevarnosti, ogroženosti. In takrat se otrok začne zapirati, umikati ali pa nazaj boriti in od tam naprej ne moramo več govoriti o varnih odnosih. Kako vemo, da smo izgubili stik z otrokom? Namreč tudi v knjigi nenehno izpostavljate, kako pomemben je ta stik, kako se že v otrokovih očeh vidi, kako se otrok počuti in da njegov pogled marsikaj pove in sporoča. Ja, lahko gledamo na tej zunanji ravni, če drugače ne zmoremo, ok, otrok je odšel v sobo, kaj to pomeni, a je v redu šel v sobo, a sem jaz miren ob tem, kaj je šel on v sobo, je od mize vstal, šel v sobo, a sem jaz miren s tem, ali še sam vem, da je šel nekaj delati ali se igrati, ali slutam, da ni z njim nekaj v redu, da je, ali smo mu kaj pregrobo rekli, ali se je počutil prezrt ga. Torej, če bom jaz pri sebi miren, ne, se je v redu, igrati se je šel, on se gre ponavadi igrati, takole je, da ga poznam, ne? Da mu sledim iz dneva v dan, da grem z njim v vrtec, v šolo, da z večerne rituale z njim skupaj upravim, pol ga poznaš, začutiš, bolj ka si z njim, bolj ga poznaš, bolj ga začutiš. Pol boš vedel, zakaj je šel od mize, ali pa ne boš vedel, oziroma bo tisti njegov odhod od mize lahko pri tebi nekaj prebudil in greš lahko preveriti. A si v redu, a je vse ok, kar šel od mize. Ne? Tako da, čemu mi sledimo, osnova je biti prisoten. Za očetovstvo velja osnova biti prisoten. Moraš biti tam. In če si tam, tudi raziskave kažejo, očetje bolj, ko so vključeni, bolj intenzivno, ko so vključeni, manj grobi so do otrok. Zato, ker gledaš te male človečke oči, ne moreš biti grob do njih. Če si veliko časa z njimi, ne moreš biti grob. Tudi do svoje muce ljudje niso grobi, ali pa do psička, če ga pač neguješ. Pa to, mi govorimo zdaj o ljudeh, ne o živalih, ne. Mi smo še toliko bolj čustveno imamo razvite, centre. Se pravi, očeta se otrok ne bi smel bati. Velikokrat v preteklosti je bilo, bom povedala, očetu boš že videl, ko bo oče prišel domov. To je napačna smer vzgajanja, drži? Ja, če hočemo, da se bo otrok ob nas dobro počutil, pa je to napačna smer. Če pa si želimo, da se nas bo otrok bal in da bomo mi njemu predstavljali nek objekt, policaj, inšpektor, discipliner, dreser, pa seveda najbolj, da se nas boji. Ampak to je avtoritaren pristop, ne? Strah je avtoritaren pristop, strahom vcepljamo v njega strah. V letih bo otrok razvil potem torej ta njegova amigdala, čisto organski sistem, se poveča, toliko bolj trza na strah, toliko bolj je prepleten, prežeto njegovo telo s strahom, njegov čustveni okvir, njegov mindset, in dejansko bo tak otrok ali bolj preplašen, ali bo pa druge strašil. Ne vem, ta strah bo ostala neka etiketa v njegovi notranjosti, v njegovem živčnem sistemu. Tako da otroke strašiti in biti in grozeč do njih, pač seveda ni dobrodošlo. Kaj pa kazen? Kazen nima mesta. Govorimo lahko pa o posledicah, naravnih, smiselnih posledicah. Ok, če se spet vrnemo k tistemu kakao, ki je z mize svrčil, kaj te je nekaj zjezil, ali kaj si utrujen, ali kaj je bilo narobe, ne vem, lahko razlaga, ok, le kakao je na tleh, klele imaš krpico, pa dej, ne? Lahko mu še pomagamo, ne vem, odvisen, kako smo mi tudi, ampak neka naravna posledica. Ali pa pejt v pižamo, smo 3krat upozorili, pejt v pižamo, ko bo zmanjkalo časa za pravico, ga bo zmanjkalo.
Ja, in ne greš še zmeraj v pižamo in še 10 minut zapravo z ne vem čem. In so posledice. Časa, so posledice, so. Vzgoja mora imeti neko posledico, neko smiselno, logično posledico. Lahko bi govorilo o mejah, tudi s tem postavljati meje. Kar je nujno. Meje je nujno postavljati. Otroci, ki niso imeli postavljenih mej, poročajo v odraslosti, da je njihovim staršem bilo vseeno za njih, recimo najstniki. Če mi ne postavimo meje, s kom si, kje si, kdaj prideš. Se pravi, ne občutijo tiste varnosti, ne? Se pravi, nihče se ne briga zame. Ja. Ampak kakšen moški zraste iz dečka, ki je bil strahovan, ki je imel, bom rekla, zelo izrazito avtoritarno vzgojo, ki je bil morda celo zasramovan, glede na to, da pišete, da ste magistrirali na temo sramu. Ja, doktorirali. Skratka, dejstvo je, da mi otroka lahko zlomimo notranje, ne? In ko ga enkrat notranje zlomimo, ko njegovega duha stremo, se ta medosebni most začne krhati oziroma se lahko unične. Medosebni most, odnos med očetom in otrokom se lahko uniči. Otrok ne bo več zaupal, z otroka ne predstavljamo varen pristan, otrok ne bo pritekel k nam po rešitve, ne bo v stiski se na nas obrnil, ampak bo ali reševal sam, ali morda s kakšnimi prijatelji. Kot pa kažejo literatura in znanstvene raziskave, je pa dejstvo, da posameznik bolj, ko je zvezan s sramom notranje, bolj, ko je osramočen, več je deviantnih stvari. Tle se hitro pridejo trava, alkohol, zgodna spolnost, lahko tudi samopoškodbeno vedenje, lahko pridejo anksiozne motnje, depresija, vse to korelira, veste, z enim občutkom osramočenosti, ker osramočenost pomeni, torej prekinjen medosebni odnos. In to je najhujša bolečina za homo sapiensa, za nas ljudi. To je najhujša bolečina, biti osamljen, biti izoliran, se počutiti, da si slab, da si odveč, da si škart. In če ti oče ta pečat zapiše vate, slaba popotnica. Se pravi, zdaj bom rekla tako, slabša, kot če ga mati? Veste kaj, starša imata vsak svojo naravo, vsak svoj pristop in oba sta izrednega pomena in sta enako vredna v tem smislu. Tako da kle primerjati bi bilo mogoče nesmiselno, ima pa vsak svoj način, in svojo vlogo v odnosu z otrokom, ki se seveda v marsikaterih točkah to zelo prepleta in gre skupaj, ampak... Ampak, če se vrneva k vprašanju, kakšen moški zraste potem takem iz dečka, ki je šel skozi takšne, bom rekla, primere vzgoje, kot ste jih nanizali? Torej, na čustveni ravni, notranje skrušen, notranje zlomljen lahko, odvisen, kakšna je intenzivnost tega dogajanja, kakšna pogostnost, koliko močen efekt je bil zraven. In glede na to je lahko sram postane zelo maligen, zelo toksičen, zelo stropen in posameznik, ki je osramočen, seveda pomeni, da izgublja tudi stik s sabo potem. Pomeni, da je tudi po domač vedem čist podrezan, lahko odtujen sam o sebi, skratka zgubljen. In na vedenski ravni si pol deviacije dogajajo, kot sem razložil. Kako pa lahko odrasel moški začne vzpostavljati stik s seboj, če ugotovi, da je šel skozi takšno otroštvo in da mu ni dano? Ja, sigurno, če ugotovi, da je njegovo otroštvo bila ena žalost, ena sramota, sigurno je fajn, če si to zmore priznati. Če si zmore priznati in odkle naprej iskati odgovore, lahko začne graditi neke odnose, ki bojo varni in da bo začetek se naučil prepoznati, kjer odnosi so sploh varni, kjer so zanga primerni, kjer so pa stropeni, toksični in samo ohranjajo to njegovo travmo, ki jo sam podoživlja in pa ustvarja. Ker velika verjetnost je, da seveda posameznik, ki je tako bi v otroštvu na čustveni ravni zanemarjen ali pa zlorabljen, lahko govorimo tudi emotional trauma, ta izguba stika, to pomeni. Tak posameznik, seveda je največja verjetnost, da bo take odnose pa ustvarjal. In če se bo že temu odpovedal, bo velik. Če se bo zmogel zavestno odpovedati vsem tem izhodom stranskim, te samomedikacije v smislu alkohol, droge in ne vem kaj še. To so vse koraki. Pa seveda vse tisto, kar vsi poznamo, branje kvalitetnih knjig, pogovori, mogoče pomoč strokovnjaka itd. Ampak za vse to se je potrebno ustaviti, kaj ne?
Ja, drugače pa kar hrčkamo ti svoj mlinček notranji in imamo pa v življenju, jaz verjamem in vidim tudi na podlagi pogovorov, vsi neke priložnosti, pridejo neki trenutki, ko imamo možnost spremeniti svojo smer, če je, rečemo, napačna v smislu, da spet samo destrukcijo vodi. Imamo neke ljudi srečamo, neko misel, preberemo, ko se nas dotakne in lahko zašiftamo svoje življenje. Imamo to moč. Nismo tako nemočni, da ne bi več imeli škarji in platna v svojih rokah za svoje življenje. No? Na to nemoč jaz ne pristajam. Mislim, sigurno imamo, vsak ima, ne glede, kot smo rekli, različne izhodišča, ampak nekje imamo mi ene točke, ki jih lahko prepoznamo, če smo vsaj približno odprti za njih. Zadnjič sem prebrala eno misel v smislu, največ, kar lahko oče da svojemu otroku, je, da ga nauči verjeti vase. Kako lahko otroka naučimo verjeti vase? Če mi verjamemo van. Če verjamemo, da je dober, da je lep, da je šarmanten, da si face fun, da si krasna punca, da smo ponosni na njega, da smo zadovoljni z njim, da nam je veselje biti z njim, da uživamo, ko smo z njim, da se radi igramo z njim, da si vzamemo čas, da smo z njim. Ne sam načelna ljubezen, ampak dejanjih smo tam, smo kle, da mu pomagamo, kadar je v stiski, da ga ne puščamo samega, kadar je negotov, kadar pride šole slabo oceno, ga še mi presijo na njega zvalimo, ali mu damo razumevanje, lahko pa ga pomagamo v smer, da se bo skupaj učila, ti pomagam, deva pogledati, kje se mi zgubljamo in kje se ne. In kažejo raziskave tudi, da oče, ki samo verjame, da bo otrok dosegel to in to v življenju, lahko do tja otrok res pride, zato ker oče verjame, da on lahko tja pride. In bo prišel. Tako da je izredna moč očetovstva. No? Smo kot neka reka ponikalnica, nismo toliko mogoče zgovorni kot mame, ali pa kakorkoli, drugačni smo, ampak kaj treba, če smo tam prisotni, če je ta reka ponikalnica, se pa na vsake tok pa kaj rečemo, kaj dodamo, kaj pomagamo. In takrat je zelo pomembno. Se pravi, verjeti v otroka, ampak verjetno predpogoj za to, da verjameš v otroka, je verjeti vase, predvidevam. Ja, čeprav... Ampak vsi moški niso dovolj močni. Niso bili tako vzgajani, vzgojeni. Ja. Je pa klejen razvoj, tako kot smo rekla, skupaj z otrokom, tako da tudi, če imamo drug štart, bomo nekaj razvili ob otroku, tako da bomo začeli verjeti tudi vase. Da tudi mi nekaj znamo, nekaj smo sposobni, nismo take zgube, nismo tako sramotni, nismo samo ponižani na dveh nogah in tako naprej, ampak imamo svoje življenje, imamo svoje lepe stvari, ki so nam dane bile, ki so nam zaupane in s tem lahko dovolj kvalitetno živimo, da smo lahko čisto zadovoljni in srečni na tem svetu in si poiščemo in začnemo gojiti take odnose, ker nam je prijetno, toplo in ni razloga, da bi ostajali v tisti coni osramočenosti, izgubljenosti in zlorabe. Ni razloga. Kdo so moški, ki prihajajo k vam na delavnice? Očetje zaradi svoje očetovske vloge ali moški zaradi svoje, kot sva dejala, mogoče nemoči na neki točki izgubljenosti, ko ne vejo kam in kako naprej? To so očetje. Mnogi pridejo tako, ko imajo malo majhnejše otroke, 2 let, 4 let, 6, 7, tako, taka starost. Kakšni tudi, ki imajo večje, ali pa kakšni tudi, ki so rejniki, pa imajo doma takole. Skratka, različni so. Je pa tako, da vedno se ta tema, kako gojiti odnos z otrokom, se zmeri dotakne nas samih, moje vsebine. Kako jaz zmoram, če je otroka strah? Kaj zdaj jaz? Ker tudi jaz zavibriram kot oče. Tudi mene lahko rata strah, ker vidim, da otrok noče to vrtec. Zjutraj je težko, da to vrtec. Je strah pri otroku in pri očetu. Verjetno. Ja, mislim, so očete, ki se rečejo, da je nehc smerat, pojmo not, konc, zaprimo vrata, pa mislim. Če pa se nas to dotakne, da je otroka strah, bomo skušali vse narediti, da bi mu ta strah razbremenili. Ja. In seveda to ni preprosto, ker sploh, če smo sami nekoliko prestrašeni, pa imamo v nekem implicitnem spominu tudi neke izkušnje, da mi pa tudi nismo se v inštitucijah prav dobro in lušten znajdeli. Tako da, to je že neki izziv. Se moramo sami sebe vprašati, zakaj to čustvo, ta hip, tle, v tem primeru. Lahko govorijo nas, lahko je zgolj od otroka. Veliko je teh dinamik, takoj se prebudi. Tako da
Tako da sigurno se, a ne, kar pride na delavnice, kar ste rekli, sigurno ne hote, jasno, otrok, ki ga imamo, ne hote nas začne nagovarjati. Naš svet, se soočamo s svojo preteklostjo, s svojimi strahovi, svojo nemočjo, vsemi temi zadregami, ja. Predavali ste na temo osramočen fantek, nasilen moški. Kakšna je povezava? Ja, nasilen moški, ne, nasilje je v bistvu, ne, na vedenski ravni, ne, izraz neke frustracije, ne, neke jeze, neke neslišanosti, neke prezrtosti, ne. Ampak da pridemo do mivnega nasilja, ne, so se eni koraki vmes že bili neprepoznani. Nekdo jih ni prepoznal v preteklosti, da bi lahko tega, ki je zdaj nasilen moški, da bi ga lahko kot fantka nekoč nekdo umiril, ustavil že prej. Objel morda? Objel, seveda, telesni dotik je krasna stvar, ne, ker res zelo deluje. Tako da, če seveda je bil ta zdaj nasilen moški, če ima težko otroštvo, seveda razlogoma 100, da je nasilen. Pa se on običajno ne želi biti nasilen. Ampak če ga presnet, noben temu svet ne razume. Noben me ne razume, noben me ne sliši, noben me ne upošteva, noben me ne šmergla ali pa še kaj gržgane. In potem je to frustracija, ki se kopič in pri moških je tako, da nasilje je zelo priročna stvar. Recimo rezultati kažejo v Ameriki, 90% moških je v zaporih, 10% pa na obravnavah nekih psiholoških, medtem ko pri ženskah je drugače, pa 90% v psiholoških obravnavah, pa 70% v zaporih, pri nas je hitro, pri moških ta eksplozija, ja, tako je. Verbalna ali pač neka ta eksternalizacija, fizična. Ja. Tako da sram se tudi obrača pri ženskah, bolj znotraj, intro, in ko pri moških gre v eksternalizacijo, Rekli ste, da je sram pravzaprav oziroma v povezavi z perfekcionizmom, se pravi, kje iskati tu vzporednice? Ja, a veste, sram ni prijetno čustvo. Nekaj nočemo doživljati, ni lušten. Sram te dela razgaljenega, to je master emotion, pišejo avtorji, in ni lušten, s tem je taka globoka ranljivost kle zraven, v tem smislu, in ni prijetno hoditi okoli, če ti doživljaš, da nisi čist najboljš, da si ti malo slab, malo si škart, malo si samozavesten, da doživljaš, potem je treba seveda neke maske natakniti, čist klasično, neke ščite, nekaj, kar nas zaščiti pred tem občutkom. In nek perfekcionizem smo elegantni, smo urejeni, maksimalno urejeni, da smo maksimalno nabildani, ne vem, vse to so te maske, ki v bistvu skrivajo v ozadju neko krhkost, neko ranljivost, ki je neko ranjenost tudi. Tako da ljudje, ki potem tudi s tem perfekcionizmom pogosto delujejo tako nepristni, neautentični, ker je toliko na njih vsega te embalaže, ali embalaža je tako zrihtana, da je to v bistvu težko videti, da so v bistvu sami ljudje, ki ravno tako rabijo bližino, eno toplino od soljudi in tako naprej, eno ljubezen, in da pravzaprav ravno to pogrešajo. Se pravi, ti ljudje niso pristni? Mislim, zadej za temi maskami je njihov jaz, ampak ga zelo gradijo. Varujejo. Ja, varujejo ga, ščitijo ga. In zanimivo je, da se sram razvije v zelo zgodnjem otroštvu, se pravi 1,5 leta, 2? Ja, različni avtorji malo različno govorijo, eni o protosramu, eni separacijsko anksioznost povezujejo pa z nekim nastankom sramu in tako naprej. Sram ne bi je v naravi pač prisoten naravno normalno, je del naše narave, se razvije tekom psihološkega razvoja, Ampak zdaj vprašanje, a starši ta sram zmoremo opaziti pri otroku in ga lahko prestrežemo, in ga lahko potolažimo, in ga lahko umirimo, ko pride to, in lahko naslovimo ta občutek, ali pa to prezremo. In če prezremo, potem otrok toliko bolj izgublja, tako, in izgublja stik. Ampak prezremo enkrat, prezremo večkrat, je dovolj že, bom rekla, drobna prezrtost, da se nam potem utke v to nezavedno. Kakšni dogodki v življenju so se zgodili,
pa so z močnim efektom podprti. Če so z močnim efektom podprti, afekt vedno ojača, spomin. In če je z močnim efektom nek dogodek podprt, nas lahko že en dogodek kar močno zaznamuje. Ne vem, primer, pride na terapijo ena deklica recimo in je videla, kako je, ne vem, kača zajčka zadušila, ne vem. In tako naprej. In je lahko to zelo traumatičen dogodek za njo. Ali pa nek ogenj je nekaj doma se je zgodilo, ena krpa se je ožgala. In je lahko tak dogodek zelo zaznamuje otroka v smislu, da se bo pol tudi bal še naprej tega ognja. Odvisen spet, kakšen je posameznik, kako se on odzove, kakšne starše ima ob sebi, koliko hitro so zmogli umiriti, ali so tudi starši vsi zadrgetali ob tistmu. Ne vem, odvisen so spet kakšne odzivi, no, ampak dejstvo je, da lahko je včasih kakšen dogodek, pa če je močen, zelo zaznamuje. Seveda, če so pa ponavljajoči dogodki, pa to je to še globje. Ja, seveda. In pa čez čas rata to norma otroka. Ne je to normalno, da oče pride včasih domov. Kako še lahko opazimo, da je v nekomu prisoten, vtkan sram? Če je slab očesni kontakt, to je en zelo velik pokazatelj, da je oseba težko zdrži. Ja. To je ena globoka sramočenost, ker ravno ta nezmožnost očesnega kontakta. Ker sram je tisti, ki uniči stik s svetom, torej z bližnjim in sabo. Sram ruši, sram poreže afekte vzhičenosti, živosti, sram inhibira, sram zavira. Tako da, kadar ni očesnega kontakta, je to sigurno en znak, da nekaj tam v ozadju je. In na to vplivamo pravzaprav tudi že skozi navezanost, ko ste dejali, otroka pustimo jokati ali ne, ga pošljemo v sobo, pa rečemo, ne hodi mi blizu naslednje pol ure, ker si naredil to in to in to. Se pravi, prekinitev stika je potem odlična podlaga za sram? Ja, vsekakor. Kaufman lepo pravi, da vsaka medosebna prekinitev torej pripelje do občutka sramu. Tako da sram se bo zmeri prebudil, kadar je stik prekinjen. Tudi v pogovoru z ljudmi ali v službi ali kjerkoli, da nekdo kar naenkrat umakne pogled in se mogoče še kaj z drugim kar zaklepeta, pa je nam je nenavadno, nas zmoti to, je čudno. Tako da vedno, kadar se ta kontakt prekine, to prebudi občutek sramu. Ja. Ampak lahko pa vzpostavimo spet stik z otrokom, ne? Seveda. Tako, v bistvu je to glih ključno, kar ste rekli, da je vedno, kadar vidimo, da smo ga prekinili stik, da stopimo nazaj in ga popravimo. In beseda oprosti je v očetovskem repertoarju popolnoma na mestu. Nas je pa včasih to zadrega, ne? Biti ranljiv in jeti sebe in dati opravičilo, priznati svojo šibkost, priznati svojo napako, hoče tudi zaradi preteklosti, lastne, iz lastnega otroštva, da vseh teh spominov, ki jih imamo, ampak ja, biti kot oče ranljiv in priznati svojo šibkost, to nas dela močne. Ampak moškemu je težko priznati šibkost in ranljivost. Težko. Fantki ne smejo jokati, ne? Ja, dobro se to povezali. Ja. In to je v bistvu tudi v drugih odnosih, ne težko. Pa mislim, da nismo samo očetje, pa moški tudi tako. Biti ranljiv, se opravičati, pomeni biti tudi avtentičen, ampak zahteva neke ponižnosti, neke te drže, da nisi vse mogočen, da se zavedaš, da si tudi ti zmotljiv, da pač nisi superman in niti treba biti superman. Klepa pride hkrati tudi en relax. Kot oče mi ni treba biti perfekten, popoln, vsemogočen, vse rešitve mi že na pladnju, ampak sem lahko tak, kot sem, čisto v redu. Tak, kot sem zadost in za otroka sem tak zadost. In če ga bom kaj pobiksil, kaj polomil, bom seveda skušal nazaj vzpostaviti stik, poravnati škodo z opravičilom itd. Tako da to je nekaj tazga zelo, se mi zdi, človeškega, normalnega. No. Pa mislite, da ta pogovor z večjim zanimanjem spremljajo moški ali ženske? Pogovor v zvezi z... in današnji. Jaz vidim, da glih zanj sem bral eno raziskavice, da zmeri več
moških je kot očetov tudi vključenih, več časa preživijo z njimi, kot so pred 30 leti, recimo. Ta statistika se blazno spreminja v prid, da tudi očetje in moški vedno bolj se zavedajo in sledijo tudi pomenu vseh telih čustvenih dinamik. Tako da predvidevam, da je vedno več ogleda tudi strani moških in očetov za takele oddaje. Kaj ste želeli s knjigo, ki ste jo napisali, predvsem dati moškim? Predvsem sem si želel, da se moški ne bi čutili kot neka druga violina, da ne bi mislili, da so oni neki sekundarni socializacijski agenti ali ne vem, kje že ima take formulacije, da bi se zavedali, da so glih tako na prvem pultu violine, če govorim z orkestrska vidika, ne? Torej so enako pomembni kot mame, ne manj pomembni. Oče ni zgolj nek postrešček, ki nekaj zraven streže, ki nekaj pomaga, ne? Ki daje nek support ženi, ampak je oče v družini ravno tako pomembna njegova vloga kot mamina, samo da je ta vloga nekoliko drugačna. Tako, za začetek to, da imamo mi zavest, da smo pomembni. Ni v redu, če nas ni. So statistično, znanstveno dokazane hude anomalije pri otrocih, če oče ni prisoten. Ne? Je dosti bolj šolo zapuščajo taki otroci, ne zaključijo akademske poti, tudi na ravni astma, depresija, debelost, vse te anomalije se kažejo v odsotnosti očeta, tudi korelacije tako kažejo, da ne govorimo o zgolni spolnosti in obratno. Če oče fizična odsotnost in tale povezanost oziroma vzpostavljanje stika. Ja. Ampak ne smeva pozabiti, to velikokrat izpostavite, da se možgani razvijajo do 21. leta, se pravi, če se zdaj marsikdo sprašuje v smislu, sem zamudil tisti vlak, ne vem, prve triade oziroma do 6. leta, ko naredimo največji vpliv na otroka, nikoli ni prepozno. To je pomembno izpostaviti. Kaj to je zelo dobro, da ste rekli. Možgani se oblikujejo in lahko preoblikujejo. Ja, točno to. Kje do 24. ne kažejo medicinske slike, se zgodi še mielinizacija nižjih, višjih struktur. Tako da dejansko možgani fiziološko in anatomsko se v najstništvu spreminjajo, tako da takrat imamo, če smo zamudili tiste prve rostna leta, se zavedamo, da že v najstništvu je izreden input, naša vključenost v odnos z otrokom, naš angažma in lahko takrat marsikaj na novo zmoduliramo, ker se možgani spreminjajo in bo nove zapise dobil iz tega materiala, ki bo v odnosu se znajdel z njim. Tako da če do takrat ni prepričan, da je dober, lep, da je krasen otrok, ne vem, mu lahko takrat to na nov način približamo. In z besedami in z dejanji, seveda, in z vso čustveno bližino, ki jo zmoramo dati. Tako da takrat sigurno imamo še veliko možnosti in pa potem jasno celo življenje. Ne? Še benga nisem 40-letnika slišal, ki bi rekel, oče me je poklical, pa mi ni pasal z njim govoriti. Razen, če je ta oče seveda imel sprevržene vloge, če ni sposoben vstopati res v odnos, nekaj pa seveda tudi starejši, kad smo še zmeri nam je v veselje, če nas starši pokličajo in se pozanimajo za nas. Razlika je pa, ker mnogim posameznikom starši sam svoje zgodbe govorijo. Kako lahko ženska partnerka da vrednost možu in očetu? Ali jo vzame? A veste kaj, očetje imamo svojo pot, svojo vizijo, imamo svoje dostojanstvo, svoje poslanstvo in seveda krasno je, če se drugega podpiramo, ne, v smislu mož-ženo in v tem smislu ta relacija. Je pa neprimerna, meni se zdi trditev, ki jo včasih slišim, češ žena je kriva, da jaz zdaj ne morem biti tak oče. Ker moje očetovstvo je odvisno od mene. Kakšen oče bom jaz, je stvar mene. Ni stvar mame tega otroka. Tako da jaz iščem svojo pot do otroka, jaz z njim gojim odnos. Jaz grem lahko z njim taboriti, jaz grem lahko z njim teč, ne vem, jaz lahko z njim vadam violinco. To lahko jaz. Nisem še slišal, ko bi mama rekla, kaj spet vadiš z njim violino, kaj se pa greš. Ne, v tem smislu. Ok, seveda so tudi kakšne patologije, pa tudi do tega celo pride, ampak hočem reči, oče ima svojo vizijo, svoje poslanstvo in češ, kaj mama mu, ali on ne mogoča, ali mu ne da dovolj potrditve, to govori nekaj o njem.
Izgovori. Izgovori, pogosto. Izgovori, ja. Kako pomembno, rekli ste, grem z njim teč, grem z njim, ne vem, na sprehod ali morda celo taborit. Kako pomembno je, da si oče vzame čas za otroke, kot ste dejali, sam, brez mame? Ja, to je super. Ja. To je super, tudi raziskave kažejo spet, da dosti bolj se ravno v takih momentih oče lahko poveže z otrokom oziroma otrok z očetom. Tako da so taki momenti preživeti 1 na 1 so dragoceni, so naložba za življenje. To lepi spomini ostanijo, lepi občutki lahko, če seveda oče ta izlet ali aktivnost ali karkoli oblikuje seveda na ta način, da prisluhne otroku, da poskrbi zanj, da mu je lepo iti z njim, ne da se počuti kot žrtev, zdaj moram iti pa z otrokom nekam. Tako da za očetovstvo je sploh značilno, da ravno glih prek aktivnosti mi najbolj spretno lahko vstopimo v svet otroka. In pol ob nekih aktivnostih se z njim pogovarjamo, se povežemo, ga spoznavamo, mu damo priznanja, potrditve, skupaj z njim kaj razvijamo. Tako da ravno te interakcije ob nekem dogajanju so za očetovstvo zelo priročne. Ker za mame je pa bolj tipično, da skozi nego, skozi pogovor vstopate v odnos z otrokom. Skratka. Kakšno je vaše mnenje glede vzgoje? Razlika, kako vzgajati fante in kako vzgajati dekleta. Je morda kakšna popotnica, ki bi jo morali dati predvsem sinovom? Za fante je pogosto veljalo v preteklosti, da se jih je nekoliko silil v neko samostojnost. Pejt se igrati, pejt žogo brcati, pejt kaj drugega delati, ne vem, skratka se jih je pošiljal stran. Kar je krivica, seveda, ker s tem otrok morda ne dobi potrebne bližine. Medtem ko za dekleta, kot piše literatura, je pogosto veljalo pa pet sem, bova skupaj kaj spekle, pet bova kumarca vlagali, bova kaj prebrali knjigico, ne vem. Češ, da se je dekleta bolj vabil v odnos, fante pa bolj nekako v samostojnost usmerjali. Tako da v tej samostojnosti, če je vsiljena, če ni skladna z otrokovo potrebo, je pa pol spet najdemo ravno ta disconnection, in otrok se pač nauči biti sam sabo, ampak v bistvu se nauči biti izoliran nekoliko. Odvisen spet, kakšne govorimo o kakšnih stopnjah tega. Ampak mi vemo, recimo, kaj delo Harlow z opicama, raziskave, ki je opice dal v izolacijsko komoro za par mesecev, to so bili rezultati katastrofalni. Izolacija nikakor ne pripomore k dobremu razvoju. Tako da, če mi otroka potiskamo v neko samostojnost, vsekakor na čustveni ravni lahko začne zgubljati otrok, zgubljati sebe. Tako da ja, za fante je mogoče to veljalo v preteklosti. Zdaj, za sodobnega moškega, za sodobnega očeta bi pa veljalo, da ravno tako in dečki, da se zaveda, da rabimo bližino, rabimo potrditev, rabimo priznanja, rabimo biti zraven povezani, kot za deklice, za oboje velja enako. In je fajn, če gremo to s tem zavestno. Kaj pa besede, bodi priden, lepo se obnašaj, bodi tiho, vse to, bom rekla, na nek način ukalupljanje, kako lahko potem poišče, predvsem fant, moč v sebi, to verjeti vase. Z tega vidika, predvsem otroci, ko so mlajši dekleta, mislim, so mogoče ta način vzgoje njim bliže, kot pa fantom, ki jih je težje držati pri miru, sedeti, bom rekla, morda celo v šoli 45 minut brez, da bi pisnili. Mislim, narava dečkov ni sedeti v prvem razredu, to je narobe, to se strinjam. Tle šolski sistem, ki naredi nekaj represije nad otroki, nad fantki ziharja. Tako da pač sodobni učni načrti skušajo to ublažiti skozi igro, skozi pogovor, skozi ne vem kakšno učenje itd. Ampak te besede, bodi priden, bodi ubogljiv, da je slediti, tako to je veliko dresure, ko ste te besede našteli. Zdaj otrok ne dresiramo v osnovi, z njimi gradimo odnos. In graditi odnos je nekaj drugega, kot pa jih nekaj dresirati in podučevati in moralizirati. Tako da super je, če moramo jeti skupaj z naravo otroka. To bi lahko rekel.
Se pravi, poiskati v otroku, kaj je tisto, kar ga navdušuje in navdihuje. Ne morejo biti pravila za vse enaka, čeprav potem smo spet pri morda tudi permisivni vzgoji, češ, dovoliš preveč, posledice bodo. Se pravi, tukaj je tanka meja. Meja je tanka, mrske. V smislu, če mi nismo zraven svojim srcem, da mi v danem momentu ne zmoremo presoditi, kaj ja, kaj ne, kaj je otrok res, ali je to želja, ali je to potreba, ali je to samo neko pričakovanje, hipno ali kakorkoli. Če mi nismo z njim v stiku, polo zelo tako operativno začnemo delati in je pač na ta način bomo težko zadeli. Zdaj, problem permisivne vzgoje je, da je to vzgoja brez stika. Vzgoja brez razmejitev je, brez razmejitev, brez mej in to ne da otroku varnosti. In otrok doživlja, da je otrokov sen. S to permisijo jasno je nedobrodošla in ko začnejo posamezniki govoriti o tem, češ, da sočutna vzgoja ali pa če pretirano smo empatični in razumevajoči do otroka, češ, da je to kar permisivno. To ni permisivno. Biti do otroka razumevajoč, biti empatičen do otroka, biti do otroka nenasilen, to ne pomeni permisiven biti. Permisiven pomeni, da ti je vsem. To je v bistvu drug konc palce od avtoritarne vzgoje. Tako da sigurna permisija nima mesta, ni zdrava za otrokov razvoj, biti pa sočutno razumevajoč pa da. Prej ste govorili, ali sva govorila o nasilnem moškem, o nasilnih moških, ampak kaj pa nasilni otroci? Pravite, da se velikokrat potrebno vprašati, kaj nosijo v sebi in poskušati prepoznati njihovo bolečino, odkot nasilje. Ja, otrok seveda ima 100 razlogov, da ga nekaj zmoti, da ga nekaj zjezi, da se mu prebudi jeza. Zdaj, a mi to jezo, ali pa že pred jezo je najbrž mogoče sam razdražen, sam nemiren, jeza je že nek 5. stopnja recimo. Je že prej nek nemir, neko neravnovesje, ki ga mi lahko prepoznamo kot starši. Lahko ga prepoznamo in vstopimo že tam do otroka in rečemo, kaj te nekaj že vcera, ki dela pazle, pa ga moti nekaj, ki mu ne gre, pa že 3-krat probo, a te nekaj moti, rabiš pomoč, ali sam še... pa vidimo, kje smo. Ne ložite prav čas, vstopimo do otroka, lahko pa seveda to prezremo, ne opazimo, se ne zavedamo in seveda otrok se že zjezi, gre v jezo in ne samo, da je jezen, ampak je tudi, rečemo, acting out. Jeza že se udejani in to pomeni, da vsi pazli grejo po tleh. To je bilo pa že mogoče agresivno, ali pa zraven bila še sestrica, ki je bila priročna in je še sestrico malo mahno, ta otrok. Recimo, en tak scenarij. To pomeni, ko pride do nasilja, smo mi v bistvu že prezrli pri otroku že neke te korake. Njegovi možgani, njegov avtonomen živčni sistem je bil že zelo nemiren. Zdaj to gre tako, lahko rečemo tudi, ko so možgani v zeleni fazi, takrat smo normalno ustvarjalni, otrok se igra, je živahen, je radoveden, ustvarjalen. Zdaj pa mogoče postaje utrujen, mogoče postaje lačen, mogoče ga nekaj nervira, kam mu ta igrača nekega heca, mu negaja. In grejo lahko možgani že malo rumeno cono, rumena luč, rečemo, kot semafor. Zdaj, če bomo v rumeni luči prestregali, imamo več variant, da se bo otrok hitreje umiril, da bomo prej se pozanimali, prej stopili v njegov svet, pa ga skušali ublažiti, to napetost, ta pritisk, ki se mu je prebuja. Če mu pa možganu idejo že v rdečo fazo, da je že jeza nasilja, pol je težje nazaj možgane postaviti. Ampak še zmeraj je vloga starša, da je pa iz rdečega semaforčka nazaj v zeleno jih popelje. Tako da fajn je, da pravočasno se odzovemo. Vloga očeta vedno znova pomembna, to izpostavljava skozi današnjo epizodo podcasta. Če bi morali dati en sam nasvet očetom, bi rekli kaj? Sigurno bi rekel najprej biti prisoten. Biti prisoten. V preteklosti je bilo preveč zidenja škarp, dela na vrtu, barvanje ograj, ne vem, kjer druga opravila so bila zelo pomembna, čiščenje avta, pomivanje avta, ne vem kaj. Moški so pač v neke druga opravila šli in ta dediščina se zdaj pri tej generaciji odraža. In ne želijo oni tega svojega otroštva, ko so ga doživeli,
zgolj prenesti na svoje otroke in želijo biti današnji očetje prisotni. Želijo biti ob otroku, želijo se z njim veseliti, ko shod, želijo biti z njim, ko bo kolo se naučil voziti, želijo z njim ribe loviti, želijo z njim travo kositi, se igrati po trampolinih. Zato, ker oni tega niso imeli, želijo to nadoknaditi pri svojem otroku? Ja. Nekateri pa tega ne zmorejo začutiti in se zelo matrajo s tem, zakaj in kako. In jim gre zelo težko čez. So velike notranje blokade. Zakaj in kako se lotiti teh blokad? Lejte, nekateri vzamejo potem neko intenzivno psihoterapijo, recimo relacijsko-družinsko, ampak še tam je treba veliko garanja, veliko vztrajnosti, veliko osebne motivacije in želje po spremembi, da res želim mojemu otroku, da je drugačno otroštvo, kot sem ga sam prejel. Tako da psihoterapija ni nobena čarovnija, ampak je treba intenzivno vstopati v ta proces. Se pravi, najprej delati na sebi, zato da bomo lahko delali na družinskih odnosih in koleraciji odnosov. Hkrati nas pa otroki tako spodbuja tudi k razvoju, tako da gre eno z drugim. No. Ampak ne glede na to, pravite, enemu je dano, drugemu ne, da stopi na, bom rekla, pot, a lahko rečeva osvoboditve, nekdo to zazna, spet drugi ne. Je pa to ključno zato, da se z otrokom zgodi ta navezanost in povezanost. Vedno znova se ustaviva prav pri tem. Nekdo zazna, spet drugi ne. Ja. Jaz težko verjamem, da noben ne zmore nekaj zaznati. Težko verjamem, da ne dobi enega uvida. Ne vem, je lahko to nekaj zunanjega, nekaj v smislu ali milost, ali blagoslov, ali nekaj, kar pride od zunaj, nekaj duhovnega, ne vem, kar nas podbudi, ne vem, ampak da smo toliko ukopani v svojem, da nas niti več nobena stvar ne zmore notranje saj malo en delček prebuditi, pa gant, ne vem, pol pomeni, da smo reži zelo, zelo zgubljeni in ne vem. Kaj bi rekli tistim, ki rečejo, z nami se nihče ni ukvarjal, mi smo zrasli na ulici in kaj nam ta hip manjka? Ja, tako je. Kaj bi rekli? Da jim veliko manjka, samo se ne zavedajo. Ne zmorejo začutiti in ohranjajo to svojo retoriko in ta položaj, se je bilo vse v redu. Ne, vse ni bilo v redu. Koliko si pogrešala mamico, koliko si Atja pogrešala, kako je bilo na počitnicah, a je mami sam na plaži ležala, pa si ti sama igrala s punčkami, kako je bilo? Kje je tist? Je ta ograda tako močna, zato ker potem manj boli? Seveda, točno to. In je včasih bolj varno pač ohraniti te ograde, da se ni treba s isto bolečino zato ukvarjati. Drugače pa za človeka ni zmagovalno to, da si sam, da nisi povezan. In me ne bo noben prepričal, da če nisi bil starši v otroštvu dovolj povezan, da ti zaradi tega nič ne manjka. Ti manjka, na eni ravni ti manjka. In kako se to kaže? Kako želiš to nadoknaditi? Morda za odstiranje oči. Sigurno mi pri sebi to travmo, pač kar je bilo v preteklosti, je bilo, tega ne bomo mogli za nazaj. Ne? V sedanjosti so pa točno to naši otroci, ravno tisto gonilo, ko mi želimo nekaj novega naprej predati. Ne? In na ta način mi zajezimo to svojo travmo. Ne? Sigurno. Pa lahko nekdo brez, kot radi rečete, dela na sebi, naredi premike potem pri vzgoji. Če on tega ni bil deležen kot otrok, lahko brez dela na sebi drugače dela s svojimi potomci? Mislim, raziskave kažejo in avtori pišejo, da nekateri se te rane iz otroštva zavedajo in jih skozi spominja, česa ne želijo dati naprej in ne bojo dali naprej. In v bistvu ta njihova rana v bistvu je ena varovalka. Zato je glih čar biti v stiku s to svojo rano, mogoče, a ne? Če sem jaz v stiku s svojim sramom, pol tega sramu ne bom naprej kotalil. Mi bo pa zgolj šel čas, ne? V tem smislu. Seveda pa določni posamezniki ne čutijo te bolečine iz otroštva. Zakaj ne? Je od vsakega posameznika, ne vem, nek argument ali razlog, je ne zmorijo se dovolj jasno dotakniti, dovolj globoko dotakniti in potem lahko enako delajo dalje in bodo so zagovarjali, da je vse v redu. Se pravi, če rečeva takole, kako pomembna je vloga moškega, očeta pri vzgoji otroka, tudi, bom rekla, veliko enostarševskih družin danes je tu manjko,
ker pač oče ni prisoten, tako kot bi sicer lahko bil, velik? Sigurno je najbolj optimalno za otroka razvoj, da sta prisotna oče, mama, oba z neko svojo toplino, ne gre vedno, ne? Če ni tega, ne gre vedno, ni pa to rečeno, da je to zdaj pa že pogubno za otroka. Vsekakor pa je to traumatičen dogodek za otroka, ločitev. In posledice tudi so, jasno, in tudi kot v literaturi, ogromno je jeze pri otrocih, občutka frustracije, krivice, žalosti, seveda se marsikaj prebudi, noben otrok ne bo vesel, ko stati in mamičen razen. Lahko pa tudi je vesel, če je ogromno nekega nasilja in kaotičnega in zlorabljajočega okolja in si pol mrskašen otrok, kakšen mladostnik prav oddahne, ok, šla sta narazen, zdaj pa konc tega cirkusa. Tako da odvisen spet v katerih vatlih govorimo. No. Ampak pomembno je ohraniti to prisotnost in povezanost z otrokom, tudi če samo, ne vem, tako, seveda, nujno. V krajšem obdobju, tako, ko smo če smo se fizično kot partnerji, kot zakonci razšli, to še ne pomeni, da zdaj pa kar nismo več očetje, ker očetovska vloga je vse nekaj drugega, pa materinska vloga. Tako da ta vloga pa s tem ne zapade, ne. V javnosti pogosto poslušamo o toksičnih moških. Kaj pa ranjen moški? Kako pravzaprav najprej, bom rekla, tako opazimo to toksičnost? Veste, v resnici ta toksičnost nosi neko ranjenost. Ker ti toksični moški v bistvu prizadanejo druge spet, ne? Jih hranijo. In ta njihova rana se na ta način v bistvu v odnosih nasiljuje spet, ker jo oni dajo not v odnose, jo implementirajo, ker očitno niso v stiku z njo. Ne? Tako da toksičnost pa ranjenost, to gre kar z roko v roki. Ja. Ampak težko se je pa priznati, ne? Biti ranjen, krpati nekaj, dati obliž na to rano pa je ključno, ampak ne zgolj površinsko. Ja, ključno, ja. Je pa res, da eni imajo tako težko otroštvo, da ker nam povejo, kako je bilo doma, pa lahko sam skupaj z njimi jokamo. Vidimo, to je res, jih nehamo obsojati, no. Zakaj so čas taki pa taki. Ampak vsak za to ima tudi zakaj. Obsojati, vrednotiti ne bi smeli, ker v resnici ne vemo, kakšno otroštvo je kdo imel, pa se to v družbi velikokrat dogaja. Ja, ne se neha. Ne se neha, ne? To že zdavni, je bilo rečen, kaj je trn v očesu, mislim, bruna v očesu, ne, kako že trn v očesu drugega vidimo, bruna v svojemu pa ne. Tako smo narejeni, ker je lažje grajati druge, pa se z drugimi ukvarjati, kaj pa sabo, ne. Pa smo v bistvu spet v zanki noter, ne, ujeti. Namesto, da bi osebno zoreli, da bi iskali v sebi nekaj dobrega in lepega in skušali to vnašati v odnose, ne, se ukvarjamo z drugimi, pa jih obsojamo, precejamo. Ampak kar vidimo v drugih, menda nosimo v sebi. Tudi kaj, to so vse pretake. Ne vem, kaj ne rečem na to. Dejansko mi z leti se učimo prepoznati, kaj je moj čustven svet, kje se moj svet začne, konča in kje se začne in konča svet drugega. Ne? Mi to z leti pol se naučimo bolj dojeti, kdo sem res jaz, kaj je res moje, kaj je moj material, kaj so moje misli, kaj so moje čustva, z leti. Tako da zmeri bolj postajamo enoviti in celoviti pol, ko to prepoznavamo, mer se bolj zavedamo sebe, svojih vrednosti, svojih vrednot, svoje razdražljivosti, živčnosti, vsega tega, kar smo, kar nas je zaznavali in kar nosimo s sabo. Ampak zdaj, če se tega zavedamo, če smo s tem pripravljeni živeti in tako naprej, lahko to reguliramo, oblikujemo in potem ne bomo zastrupljali odnosov s tem. Ne? Se zavedamo, da je to. Vrednote, ki se jih naučimo v otroštvu, ne samo skozi življenje, plemenitimo skozi življenje v odraslo dobo. Ja, če so bile take, da jih čutimo, da so bile smiselne, da bi jih želeli naprej še živeti, polja. Ker vrednote so v bistvu tisto, kar živimo, ne? To je moja vrednota. Vrednota ni nek abstrakten pojem, ki ga nekje na neki delavnici izrečem. Vrednota je zgled. V bistvu, ne? To je nekaj, kar je del mojega življenja. Za kar je vredno, da jaz živim in zato tako živim. To je moja vrednota. Ne? V čem je vaše očetovstvo drugačno od morda drugih očetov? Ne vem. Kaj vi mislite, glede na to, da imate delavnice, glede na to, da je veliko parov posameznikov pri vas, kaj je tisto, kar vi morda delate drugače? Ne bom rekla boljše ali slabše, samo drugače.
Mislim, jaz zase vem, da se skozi prizadevam ohranjati stik z otroki. Ampak če boste moje otroke vprašali, mi milijonkrat ne uspe. Ne? Tako da vsi imamo neko svojo usmeritev, neko težnjo, nek interes, nekaj, kar verjamemo, da je pomembno, da je ključno, da je dobro, da vnašamo odnos. In jaz sigurno si želim z otroki imeti dober odnos, lep, varen, pristen, ampak se vam povem, da če boste njih vprašali, ne bojo odgovori pozitivni zmeri, ker pač spodletava, ne? Odvisno od starosti otroka. Ta Tudi, stik seveda. je enkrat igra, drugič sprehod, potem je pogovor, morda, ne? To je res in jasno, da je z dvoletnikom bistveno lažje biti, kot pa z najstnikom, ker je stvar dosti bolj še zares gre vse, tudi ta njegov občutek izpostavljenosti, razgaljenosti v najstništvu, tudi nam prebuja toliko več našega občutka, razgaljenosti, vse gre tako zares, vsaka beseda je tako lahko vzeta kot dobra ali pa kot slaba, ali pa zdaj tudi argumenti tam toliko neštejo, tam gre sam dejansko nas najstnik prebere, ali mu je varno, ali mu je udobno od meni, ali mu pa ni. In čim mu ni, pač ne bo z mano češen zobo, zakaj bi jih? In je res treba prihajati do najstnika, do mladostnika čim bolj sproščeno, čim bolj udobno, čim bolj, da ga poslušamo, aktivno poslušanje, empatično in tako naprej, da ga izgubimo. Ne? Na kakšen način lahko fantku, predvsem kot oče, zlomimo krila? Če smo strogi, če smo rigidni, zajedljivi, cinični, ignorantski, kaznovalni, vse to zelo deluje v nasprotni smeri varnih odnosov. In te zgodbe, ki jih poslušamo na terapijah, so lahko zelo delč gre to, ne? Zelo delč gre lahko ta ignoranca, ta strogost in posledice pol tudi v teh ljudeh, ki to pripovedujejo, kaj so doživela, ne? To svojo travmo, so jasno zelo normalno, da so take, no. Bi bilo nenormalno, če ne bi pol bili ali anksiozni, ali prestrašeni, ali odvisniki od tega in onega. Tako da grob oče je res za otroka zelo toksičen. No. In oče, če hoče ohraniti to besedo z veliko začetnico, mora biti nekdo, ki ima odprte roke za sprejemanje, no. In za dajanje dobrote, za dajanje varnosti, za posluh. Vse, kar je ostalo, je ruši in uničuje in otrok ne bo mogel zaupati takemu očetu. No. Na kakšen način pa lahko damo vrednost otroku? Najbolj štejejo priznanja, potrditve, pohvale. In mnogi vprašajo pol, a lahko preveč hvalimo? Ne morate preveč hvaliti. Skozi moramo hvaliti. Skozi se da tudi kaj pozitivnega opaziti. Skozi smo lahko nad otrokom navdušeni. In to je dobro, da izrečemo, da povemo. Ampak, naprimer, pospravi sobo. To je pač nekaj, kar ne? Je treba, ne, recimo. Je treba, a zato tudi pohvalimo? Mislim, ne, jaz pospravim sobo, me nihče ne pohvali, zdaj, če vas malo izzovem, ne? A je potrebno za take samoumevne, vsakodnevne opravke, opravila treba, tudi ni dobrodošlo, pa je. Dobrodošlo je. Če bomo rekli otroku, koliko pa lepo pospravlja danes, ti pa res ovladaš, le bravo. Je to neke vrste motivacija, vzpodbuda? Seveda, točno to. Ne? To je pozitivna motivacija. Ne? Ni tak, edino skozi pozitivno motivacijo bomo mi odnos krepili, ohranjali, ga gojili, da bo zmeri boljši. Na ta način tudi mi odrasli. Mi želimo, da smo prepoznani v očeh drugega kot dobri, kot sposobni, kot ljubeči, ker vsi se od nekaj tega vnašamo. Ali v službenih odnosih, ali s prijatelji, ali ne vem. Sej nek interes imamo. Otrok, ki se želi dokazovati, ki je tekmovalno naravnan, je imel v otroštvu, oziroma otrok, morda tudi odrasel, je imel mogoče kakšne napačne vzgojne prijeme? Mislim, ta tekmovalnost,
ta tekmovalnost v kakšnih obdobjih otroka je lahko čist nekaj običajnega, da se malo primerjajo, pa tekmujejo med sabo, pa fantje malo petelinijo, pa kdo dlje vrže žogo, pa tak, ne. To je čist stvar normale. In tudi neka taka zdrava tekmovalnost je popolnoma v redu, kot so razna šolska tekmovanja iz matematike, logike, naravoslovja in tako naprej, ali pa športna tekmovanja, da spodbujajo, nam dajo nek adrenalin, nek zagon. In jasno, so čisto dobrodošle in če otroka to še dodatno motivira, je super, da so obstajajo tekmovanja in neka taka tekmovalnost. No. Lahko pa je neka tekmovalnost, da nekdo želi se stalno nekaj dokazovati, stalno biti v ospredju. Ja, to pa govori o njegovem pomankanju spet potrditve, ne. Je pa v bistvu neka taka narcisistična ranjenost, ne, ker v bistvu pomankanje potrditve v ozadju, tam se najde pol ta grandioznost, narcisizem, to nastopaštvo, če je to. Na kaj ste kot oče najbolj ponosni? Na kaj sem ponosen? To, da imam fejst otroke, pa fejst ženo. Pa je pravzaprav za odnose in za vzgojo, rekla bom, potrebno garati? Ja, dobro ste rekli, ja. Ja, to treba prav ugrizniti to, zavestno. Nekaj samodejno, itak pridejo občutja, ki nas splašijo, ki nas zmotijo, ki nam niso prijetna, niso udobna in z roko zamahnemo in se rečemo, naj se kar mula, jaz se zdaj, se mi ne ljub s tem imeti. Tako da je veliko ene volje in energije treba, ampak pride hkrati tudi ogromno zadovoljstva in ponosa in uspeha, ko vidimo, kako gre otrokom fajn, kako so zvedavi, kako so lušni, simpatični, zgovorni, kako imajo veliko socialnih, čustvenih kompetenc razvitih in tako naprej, kako jih v šoli radi sprejmejo sošolci. Vse to, kar pol vidimo, je poplačan, vredno, je poplačan, seveda. Pa mislite, da smo vendarle starši danes radi v coni udobja, potem, ko smo cele dneve zaposleni, ko pridemo domov, je še tista pika na i, ukvarjati se z otrokom in je ponavadi telefon tisti, ki reši vse tegobe tega sveta. Nažalost. Telefoni so grozna stvar, ja. Ogromno enih delavnic zdaj in predavanj ravno to temo. Ne. To je, s temi telefoni se še nismo naučili živeti, se zdi. Nekaj ta tema, usklajevanje službe in potem družine in vse te dinamike, tudi ta tema ni preprosta, ker je težko po 8-urnem delavniku popoldne biti vzhičen in pozitivno naravnan in se z otrokom žogati in skakati in ne vem kaj še. Včasih ni to tako preprosto, ja, in včasih pa se tudi potrudimo, ker vemo, da si želimo, da smo sicer danes malo bolj utrujeni, pa tako, ampak bomo že. Hočemo pa igro malo prilagodili tudi tako, da bomo lažji. Kaj bi rekli staršem, ki imajo občutek krivde, morda slabe vesti, češ nisem znal ali ravnal dovolj dobro? Ok, krivda je občutek, v katerem se lahko dolgo časa valamo in ga negujemo in ga pestvamo, ampak je izredno neproduktiven občutek. Če ne uporabimo tega občutka za neko aktivnost. Torej, če je krivda, dajmo se aktivirati. Če čutiš, da si premalo naredil, da si premalo dal v ta odnos, da nisi otroku zmogel dati dovolj priznan, bližine itd., dajmo začeti. Ne? Nikoli ni prepozno v tem smislu. Kot ste sami rekli, možgani se itek spreminjajo celo življenje, pa dajmo zdaj, pa dajmo pri 40, tvoj otrok je 40, ok, daj začnimo pisati lepa pisma, ne pa grda pisma. Obstajajo taki starši. Tako da dajmo začeti drugače. In možgani tak, bojo to prepoznali. Če bo iskreno, če bo nekaj časa to trajalo, bojo začeli zaupati. Bojo prepoznali, da je v redu. Očetovstvo se rojeva v odnosu, potem takem naslov knjige. Kako vidimo, da je ta odnos pristen in da se, bom rekla, iz dneva v dan nadgrajuje? Če vidimo, da je otrok lahko ob nas sproščen, ustvarjalen, da rad preteče k nam, da mu je v redu, če skupaj zajtrkujeva, da dinamika teče. Da se nas ne izogiba na 2 kilometra. No. Potem je v redu. Ne? Vse otrokovih očeh vse preveramo mi. Sam, če se upamo kaj not potopiti, če smo pripravljeni tudi opaziti, kaj pa mi ob tem čutimo zdaj. Prepoznamo pri sebi kaj napetosti, stiske. Se pravi, kaj bova rekla za konec? Kakšno vprašanje naj si predvsem očetje postavijo? Da se odzrcali ta njihova vloga v, bom rekla, svojih lastnih očeh?
Ja, torej, očetje, jaz bi rekel, ne pozabiti, da je vaša vloga enkratna, edinstvena in da jo ne more nihče nadomestiti. Mama jo ne more, učitelj v šoli ne. Vi ste izrednega pomena in zaznamujete ne samo svojega otroka, ampak še bodoče generacije, ki bojo prihajale. Tako da oče zaznamuje še generacije naprej. Tako da je nepogrešljivo. Morda je prav, da si postavil vprašanje, kakšnega sina, kakšno hčerko želim videti pred seboj, ko odraste? Ja. Najbrž želimo imeti razumevajočega sina, spretenega, ki bo vesel svojega življenja, ki bo ponosen nase, ki bo zmogel zgraditi funkcionalne odnose, ki bo se dobro počutil na tem svetu, dobro počutil med ljudmi. In vse to mi že v zibko polagamo. Če mi nismo taki, lahko vzgojimo takega otroka? Bomo mi postali taki, če bomo v to smer želeli iti, imamo možnost, da postanemo taki in bo otrok tudi šel v to našo smer. Se pravi, nikoli ni prepozno. Kaj vas je za konec naučilo življenje? Življenje me je naučilo, da je veliko lepega, pa tudi so težki trenutki, so težki občutki, ki jih je težko sprejeti, pridejo dnevi, ki ni lahko, ali pridejo občutki osamljenosti, ali ne vem, ali si jezen, ali stisk, ali se krivice dogajajo, ampak če mi vztrajamo in gremo naprej, zmeri znova spet, ne, zasije sonce, ne, pesniško. Tako je. Se pravi, dr. Janez Sečnik, hvala lepa, ker ste prišli, se pogovarjali, podali, bom rekla, nasvete, ki jih bomo vsi mi, upam, da s pridom vtkali in vtisnili v naš vsakdan. Hvala tudi vam za vaše gostoljubje. Hvala vam za pozornost in mahamo ter vabimo, da sledite YouTube kanalu Radia Robin, na katerem seveda vedno znova lahko ujamete različne teme v naših epizodah podcastov, Robinovih podcastov z Martino. Hvala in mahamo. Hvala lepa.